Dragi trelaši, drage trelašice, draga zainteresirana publika tam zunaj, slovenski tekači, kajpak, ki boste že čez dober teden najbrž v Kranjski Gori. Zakaj v Kranjski Gori? Ker se tam že, to povedal Luka, kateri zapored, vem pa, da je bilo prvič 2019, je tako, Luka? Ja, drži. 2019 smo štartali z malo drugim imenom. No? Tisti, ki so od takrat spremljali, takrat je bila Kranjska Gora, Trail Run 2020 odnesla korona. V bistvu smo skoraj vsak let ime spremenili, če tako rečem. Prvo leto je bila Kranjska Gora, Trail Run, 2020 bi mogel biti Julian Alps, pa je odpadel, 2021 je bil potem Julian Alps Trail Run, 2022 smo dodali na koncu by UTMB, se pravi Julian Alps Trail Run by UTMB, 2023 smo na začetek dodali I Feel Slovenija, Julian Alps Trail Run by UTMB, tako da letos je v bistvu, zdaj drugič pod tem imenom, pa kaj je to, kjera je peta izvedba? Peta, po mojem. Mislim, spoštovani marketingerji tam zunaj, zdaj veste, kako narediti dogodek vsako leto unikaten. To je še en način, tako da ime spremeniš, pa zmedeš vse tam zunaj. Zdaj ljudi sprašujem, kam grejo, pa eni pravijo, da grejo v Kranjsko Goro, eni pravijo, da grejo na Julijano, vse sorte imena ima ta trail tam zunaj, tako poljudno, Luka, to ti najbrž, pač to te najbrž ne moti, jih ne trudiš se popravljati, pač se na koncu vsi vemo, zakaj gre. Ja, se mi zdi, da v Sloveniji se je najbolj prijel ime Julijana, trail tega našega dogodka, pa še kaj še malo zameša s tisto pohodno potjo Julijana trail, ne? In tako da, ker Slovenci govorim, je ta Julijana trail, se mi zdi, da je najbolj pogosta, kako bi rekel, izbira imena. Pa ne ostane pri tem, dokler se pač lastniki imena Julijana pač trail ne bodo javili, pa zahtevali bogate odškodnine, seveda se ne bodo, ker si to ti že sam registriral, tudi se hecam. Malo se bomo hecali, malo bomo zares govorili. O čem bomo govorili? Točno o Julian Alps Trail Runu, o največjem trail dogodku pri nas v Sloveniji. Sedaj presega tudi že večino cestnih tekaških dogodkov. V nekaj letih je zrastel v res megalomanski projekt, zato je prav in se spodobi, da mu posvetimo eno oddajo. Z mano pa ni samo Luka, ki je eden od organizatorjev, pač pa še 4 cenjeni gostje. Vsi nastopajo letos na tem dogodku, nekateri so že, vsak bo povedal, kakšen košček bo vsak dodal svoj pogled na to, kako bo nastopal, kako on vidi to tekaško prireditev. Ampak na začetek, dajmo se predstaviti. No, zdaj jaz ne bom o vas klobasal preveč, dajte vsak sam povedati. In sicer, morda, kdo ste, iz kje prihajate in kakšen je vaš UTMB indeks? Evo. Luka, izvoli najprej ti, lahko brez indeksa. Lahko brez indeksa. Zanj sem nekaj, mislim, da je okoli 670, moj UTMB indeks ni tam, ker pri ostalih nisem toliko visoko. No. Ampak, drugače, Luka Hren, po izobrazbi kinezolog, tudi enkrat sem bil pri tebi na podcastu na to temo, drugače pa v tekaških vodah verjetno bolj poznan, po tem, da sem del organizacijske ekipe oziroma organizator dogodka Julian Alps Trail Run, pa z ekipo zraven organiziramo še Kočevsko outdoor, pa zdaj ponovim še Arhipelago Trail Run na Hrvaškem, pa od drugega leta naprej še Hvar na Hrvaškem, tako da nekaj dogodkov, to na kratko. Hvala, Luka. Slovenija je premajhna za vas, očitno. Dober večer, Aleš, izvoli. Živijo, sem Aleš Frlic, Škofja Loke, moj indeks je pa 799, mečken manjka do 800, tako da... Poprečen je 799, na dolgih imaš pa mečken več, ne? Ja, mečken več je, sam po prvičku niti ne vem koliko. Mislim, tam si nekih 812, 814, tako da Zdaj, če te bodo spraševali, kar povej, na ta dolgih imam 814, se bolj sliš, ne hecam se. Super indeks. Eva, dober večer. Živijo, jaz sem Eva Urbanc, prihajam iz Gorenjske, tako da te hribi so moj dom, konc koncev. Hkrati sem tudi ena organizator enega od tekov, ki ga tukaj pri nas organiziramo, tako da rada imam hribe, tečem in po hribih in po ravnini, vse mi je v bistvu načeloma v krvi. Je pa tako, da kar se tiče UTMB indeksa, veš, da tudi jaz ne vem, koliko ga imam, ker se niti ne obremenjujem s tem, ga imam, ga nimam, koliko visok je, pač to, kar je. Mislim, točno to, potem ne bomo brskali za tem podatkom, ne si ga poiščejo tisti, ki jih to zanima. Hvala, Eva, in dober večer, Martina.
Dober večer, sem Martina Klančnik-Potrč, prihajam iz Maribora. Poznate me kot Ultramami. Približno 150 epizod nazaj sva se z Janetom pogovarjala pri tebi, Roblek. Bo čas spet, a kako praviš, Ja. toliko se je stvari zgodilo. Ja. Drugače pa poznate me iz trailov, iz tezic, iz ceste. Tečem povsod, kjer se da. Kaj več pa kasneje. Kaj več pa kasneje, tako. Ja, teče, kjer se da, zmaguje, tudi tam, kjer se ne da, v glavnem, malo sem vam pogledal vaše statistike in vsi ste pač zmagovali doslej že na trailih, zato ste v tej izbrani druščini. Še Luka je enkrat zmagal v kategoriji, tako da ne boste mislili, da samo organizira. Njegov indeks ni, kar tako malo podplačan. In še, last but not least, Doročer Matic. Živijo, sem Matic Čačulovič, prihajam iz Žalca, Savinjske. Moj UTMB indeks je pa, mislim, da 817 ali 813, tam nekje. Nice. Ti si, Matic, izmed te četverice edini, ki greš letos teč 80 kilometrov na jat, bom jaz rekel temu tako. A kdo reče, Luka, jat? Se uporablja ta kratica. Predvsem smo jo uporabili zaradi pisanja recimo na Facebooku in podobnih zadev, ker je celoten ime precej dolg, ne, in pol je bilo treba nekaj skrajšati. No, pač. Pa v teh ultratrailih je popularno med kratice, se veš, UTMB, pa LUT, pa JAT, pa UTVV, pa ne vem kaj. Pač. Moraš najti svojo. Ne, pač. To, JAT, lepa, taka. Vesela. Nostalgična iz Jugoslavije. Se tako, pa te ponesete gor med oblake. Lušten. No, Matic, sem te hotel vprašati, 80 greš, ostali 3 grejo 120, pa ti si že 120, ker tudi cepov pa jih dobijo ravno v Dalmaciji, če smo že pri tem. Zakaj pa tukaj nisi letos izbral najdaljši? Ne vem, mislim, da je bila že tako dosti dolga sezona, sploh prvi del je bil dosti dolgi, tako da sem se kar prav odločil za 80. Tudi ne bo lahko, mislim, da kar zahtevna. Sploh tisti vzpon na stol, mislim, da kar... Pa čast boš imel startati na Bledu, za razliko od vseh ostalih. To, pa podnevi bom... Pa podnevi, kako kulturen človek. Se ni treba vse zvečer začenjati, res lepo. No, v tem bomo tudi še kakšno rekli. Luka, dajmo čisto v številkah, dajmo biti, če smo na superlativih, kakšni številke govorijo, 3000 plus, koliko je žensk, moških, tujcev, Slovencev, daj mi malo opiš, kako teh 6 razdalj zdaj zgleda na vaši prireditvi letos. Letos so šle res številke kar v nebo, če tako rečem. Vi ste tudi nas presenetili, zato smo pa zdaj na koncu še vse stvari pregledovali, da imamo res vsega dovolj, kakšne stvari ful vnaprej naročaš. Tako da končna številka prijav je bila, mislim, da 3650, mogoče kakšna gor dol, kar pomeni, treba je vedeti, da je približno na UTMB svetovni seriji, ker je veliko tujcev, je skoraj 20% no-showa. Se pravi, pomeni, da bo nekje 3000 tekačev bo na koncu na dogodku. Zdaj delež moških pa žensk je tukaj malo bolj v prid moških. Pozna se, da so razdalje malo daljše in bolj, ko gremo v daljše razdalje, še zmeraj je nažalost, da tam malo bolj prevladujejo moški, tako da mislim, da je slabih 70% moških, dobrih 30% žensk, s tem, da zdaj za 120, ko nimam, ampak spomnim se od lani, recimo, ki je bila 170, sem pregledoval, da je bilo, mislim, samo 9% žensk, pa 91% moških. Ne? Se pravi, to je taka, bolj, ki greš po dolgim trasam, bolj še zmeraj raste v prid moških. Medtem, na kratkih trasah, mislim, da je tudi letos približno 50-50. Tako da to delež Slovencev, tujcev, je pa tam približno nekje med 20 pa 30, dobrih 20% je slovenskih tekačev, pa približno tam 75% je tujih tekačev. Tako da delež Slovencev bi bil malo večji, ker Slovenci, se mi zdi, ker je to domača tekma, so vseeno mrdo prijavljali na konc, pa do neke točke smo jih še pol kakšnega spustili zraven, ker smo že zaprli prijave, smo rekli, da Slovencamo še kakšnega spustili, ampak po neki točki, ki je bilo že res polno, smo dejansko zaprli za vse in se mi zdi, če bi zdaj spuščali, da bi jih mislim, po številu mailov, ki smo jih dobili, bi bilo še enih dodatnih sigurno 100-150 Slovencev zraven. Pač. Ampak pol bi začeli zmanjkovati medalj, majic, vsega in ne moreš več v nedogled to spuščati. Norišnica. Šokiral si me s podatkom, res nisem šel pregledovati, pa tudi nisem najdel tega podatka, ampak 80% tujcev pa se vi ste nori izvozni artikel v Gornjesavski dolini, mislim, noro, 80%
UTMB je naredil to, kaj je naredil, da v bistvu 3000 tekačev bo na cilju potem 3200 pa 3400 tujcev. 2400 tujcev, pardon. Ja, pač UTMB se mi zdi, da je kar nekako postala taka serija, ki veliko ljudi hodi po svetu in išče te evente. Razlogi so različni, zakaj hodijo. Nekateri pač preko tega, recimo, so rekli, ok, to so neke prireditve, na katerih približno veš, kaj lahko pričakuješ od eventa. Nekateri hodijo zaradi teh tekaških kamnov, running stonesov, da se lahko potem prijavijo na UTMB. Pač različni vzvodi so zadaj. Ja, je pa številka je kar velika, ker si omenil, koliko ljudi pride v Zgornje Savsko, pa tudi v ta predel Julijskih Alp. Mi smo lani delali statistiko, vsak tekmovalec ima sabo še 2 spremljevalca v povprečju, s tem, da moramo vedeti, da marsikdo od Slovencev nima nobenega spremljevalca, se pravi, nekateri tudi po 3-4, kar preračunano pomeni, ja, tako kot si omenil, nekje recimo, da bo 2400-2500, malo odvisno, koliko bo navšovano, pač tujcev pa zraven še, se pravi, približno 5000 spremljevalcev, ki ostanejo nekje v povprečju približno 4 nočitve, tako da ja, kar nekaj za lokalno ekonomijo se doprinese tole. Poletna sezona v bistvu v Kranjski Gori zaključena, je dovolj sploh kapacitet, bom rekel, v Kranjski Gori za vse te ljudi? Prav samo v Kranjski bi zmanjkali, ja. Ampak sej se malo razporedijo, no, ker mi tudi vidimo, kje potem malo blokirajo. Tako da ja, Kranjska, potem pa drugo mesto je sigurno že Bled, na Bledu jih tudi veliko spi, sploh zdaj, ki je še štart 80, pa ne nazadnje so tudi vse te štarti, 120, kaj je pač v Radovljici, kaj je par kilometrov z Bleda, pa Žirovnica 50, kaj tudi sam par kilometrov od Bleda, pa še to moramo vedeti, tujci pač tako, nekateri sam bi šli na Bled, ne, in sam to, že v prejšnjih letih so nas skozi sprašvali, zakaj ni štarta na Bledu, ne, pač ker to je ena taka ikonična točka in pa si marsikdo zamisla, ja, jaz bom spal na Bledu, pač, tako da ja, mislim, da je kar cel predel teh Julijskih Alp, oziroma ta predel Gorenjske, da se pozna, no, gor tam Radovljica, pa polke do Kranjske gor. Noro, mislim, to pa, ne vem, če beleži kjerkoli tekaški dogodek v Sloveniji, bom preveril na Ljubljanskem maratonu, zdaj si mi dal izziv, ne, koliko nočitev pa oni ustvarijo, ne, ker to pa je zdaj že na nivoju, no, posebej pri takem številu tujcev. Zdaj, Aleš, ti ne boš prespal na Bledu, ne, ker Škofja Loka res ni tako daleč, po drugi strani ti boš skoraj peš od doma lahko prišel tamle čez Jelovco. Ja, lahko bi, sam bom v Kranjski Gori. Že v četrtek pridem v Kranjsko Goro, tako da bom pol kar tam. Se pravi, ti si po eden tistih, ki povečuje to številko nočitev, no, lepo. Zakaj boš recimo prespal v Kranjski Gori? Škofja Loka do Kranjske Gore je vendarle let, ne vem, 3/4 ure vožnje. Ja, je malo, ampak ja, malo sem razvajen, sem malo spočil. Ti bo prav prišlo, pol, hočeš reči. Ja. 120-ka, Aleš, zakaj 120-ka? Zakaj ne? Takrat, ko sem se prijavil, sem v bistvu mislil, da bo 170, ne? Dolge mi bolj pašejo, tako da zato 120. Eva, ne vem, veliko lažje mi je to težko, ker je tempo malo bolj umirjen, no? Tako da zaradi tega. Zadovoljen sem z odgovorom, če kdaj hotel bolj umirjen tempo, bom šel pa na najdaljšo razdaljo. Prepričal si me, tako mirno si to povedal. Eva, zakaj greš pa ti na 120, a tudi pač nimaš toplega doma? Ja, tako nekako. Ne, načeloma je tako, da isto, kot je Aleš rekel, bolj kot daljša, ko je tekma, bolj v easy tempo je, no. Mislim, do 50 km se mi zdi, da so toliko prehitre, vsaj za mene, da mi bolj odgovarjajo te daljše. Tako da ta del, sploh pa po grebenu Karavank, da greš tja in da potem uživaš v tistih razgledih. Čez noč pa pač padeš v tisti ritem, ta začetek, se ogreješ in pol greš na Karavanke tako proti cilju in Kranjski Gori. Tako da je zato 120. Martina, ti si bila 2 leti nazaj že v Kranjski Gori, takrat na 60-ki, če se ne motim, zdaj boš to razdaljo podvojila, pa mi ti povej, a ne, kaj bo botrovalo tvoji odločitvi? Ja, jaz sem bila v Kranjski Gori 3 leta nazaj, 2 leti nazaj, letos 3. Zakaj sem podvojila? Ja, na začetku leta sem planirala, da bom še malo bolj spočita septembra. Če bi se prijavljala mesec dni nazaj, se bi najbrž na krajšo. Ampak ja, tudi meni so te daljše razdalje vedno bolj in lepše in večji izziv in noč ima svojo moč.
Pa ja, ne poznam tistega dela vrtača in cele te prečke in se mi zdi to imenitna priložnost raziskati ta del Slovenije skozi. Pa to je super. Matic, ti tudi že poznaš nekaj od Juliana Abstrela izpred 2 let, izpred tistega vremena nesrečnega. Ja, pa poznam tudi še od 110, še tudi poznam večino dela. Se tudi spomnim še. Se dobro se spomniš, no, in Ja. letos boš pač pol naskakoval na 80, ki je prava mešanca, ne vem, nekaj 50, ki pa 110, ki bo to pol neki zate res, da bo šel. No, vse Ja. nič, ali kako. Ni prepočas, pa ni prehitra tudi ni. Glih nekaj vmes, glih prav. Te bom kasneje vprašal, kakšen je tvoj plan. Najprej bom Luka vprašal, zakaj ni več 170, no, Aleša si zavrknil, recimo. Pa še koga. Ja, saj smo dobili takrat na začetku, ko smo spremenili razdalje, kar nekim razočaranih mailov, da so planirali 100 mil in da zdaj. Zakaj smo dejansko šli v spremembo, je, bom rekel tako, botrovali več stvari k temu. V bistvu ključna zadeva, da smo šli takrat na začetku, je bila ta, da je ta sodelavec, ki je doma v dolini Soče, se najprej odločil, da bo majčkeno manj aktivno vpet v organizacijo eventa. Pa se je sicer potem kasneje premislil, ampak ker smo bili v tistem trenutku nekako potem brez človeka v dolini Soče, smo rekli, ok, tle imamo zdaj težavo, ne, pač, ker to je le pač potem malo težje organizirati. Tako. Druga zadeva je pa, če sem tako zelo iskren in direkten, tudi finančni razlog. Mi smo recimo na 170, ki v preteklih letih delali cirka 10 000 evrov minusa za občutek. No, pač narediš enkrat, narediš drugič, potem pa počasi rečeš, ok, mogoče bi mogel malo koncept spremeniti, ker s tem, kad delaš ta minus, moraš nekje drugje odrezati. Ne? In smo v bistvu potem spremenili koncept. Pa mislim, da smo kar zadeli polno. No. Smo videli polno na eventu, ampak po prijavah sodeč, mislim, da je drugačen koncept bil, mislim, da je bila ta sprememba ta prava odločitev, pa tudi vse tako bom rekel, nismo mi zavedno prečrtali tiste trase. Sej se želimo še kdaj nazaj vrniti, sploh zdaj, ki je Peter spet nazaj, se pa odločil, da bo nazaj v ekipi, tako da mogoče čez 1-2 leti se vrnemo v dolino Soče, pa Aleš lepo vabljen takrat znova na 170. Zdaj bo Aleš si to obkrožil na koledarčku, in pol bo pa to zahteval, tle pa pol ni več heca. To je pa ultrašal se pa lahko, samo enkrat pohecaš. Ja, ajde, plani, želje, ali pa koliko ste zanalizirali tisti, ki še niste bili, Eva recimo, progo, po profilu, koliko teh terenov si že dala skozi, si šla kaj potrenirati tam gor za občutek, tako naprej. Glede na to, da je proga tako rekoč skoraj na dvorišču, valjda, da sem šla pogledat. Mislim, če ne bi šla, bi bil po moje greh. Je pa res, da ta del, tako kot je rekla Martina, Zelenica in tisti del proti Stolu, ni tako enostaven, no, kot zgleda na profilu, no, tako bom rekla. Pa kaj ne rečem, načeloma se mi zdi, da ta prvi del je kar dost bo hiter, bo imela noč res svojo moč, sploh pa, če bodo še temperature takšne, bolj visoke, vprašanje, kaj se bo pol dogajalo tekom dneva. No. Itak je pa tako, ko priješ pol na koncu enkrat na vrhu grebena na stol, pa greš proti Golici, je pa tisti del na višini in se mi zdi, da je tak zelo, ker je pa treba uživati v tistih razgledih. Pol tisti spusti dol proti Dovju niso čist po mojih okusih, ampak zaključek pa itak, bo pa spet hiter. Tako da ja, kaj ne rečem, pogledat sem šla, bom pa videla, kaj bo. Nimam nekih ekstra pričakovanj. Poleg tega sem imela celo letos malo izzive s poškodbami, malo so se mi na začetku leta za 2 meseca, 3 mesece ustavili plani, pol je bilo treba tudi na sredini leta malo kakšno tekmo spustiti zaradi tega nesrečnega padca. Tako da to je sestavni del našega športa. Pač lahko rečem, da malo sem pa šla nazaj noter v tisti ritem, ni pa zdaj to tisto, da bi rekla, ok, zdaj bom pa letela. Grem uživati, to mi je glavno. Pa priti v Kranjsko Goro, v cilj. Pozdraviti Luka, pa mu dati petko. Za odlično izpeljano tekmo. Upam, da bo tako. Ena kljubica. Matic, kje bo najlažje, kje bo najtežje? Kaj ti je pisano na... Za mene?
podplate, tako, Matic, kaj ti je tle res všeč, kaj ti gre pa malo bolj na jetra? Ja, vsako tekmo mi je najtežji na začetku, prvih 20 km. To je najtežji, pa ni važno, kak teren je. To je najtežji. Pol je pa vse lahko. 2 ure rabim, da se ogrejem, da zalaufam, pol pa gre, pa leti do cilja. Povej mi, sigurno si preveril profil, višince, razdaljo, to vse itak veš, a ne? Zdaj že imaš v glavi nek cilj, ki ga boš, seveda ne boš razkril, ker si skrivnosten, ali pa boš povedal na tem podcastu, kaj pa bi bilo zate, recimo, kaj bi bilo zate uspešna dirka, s kakšnim časom bi bil zadovoljen, če pustiva mesto. V času pa res ne bi odgovoril. Ne bi. Da pridem na cilj, pa bomo pa videli, kako bo. Kakšno je bilo lansko leto, recimo, na 60-ki, na 80-ki, kjer razdalje so bile lani, pozabil sem, Luka, povej mi, pa kakšni so bili zmagovalni časi, da si malo predstavljamo. Zdaj si malo dobro. Martina bo vedela, koliko je šel Janez lani na 60-ki. A se spomniš, Martina? A je bilo pod 6 ur? Tam nekje 6 ur sigurno pod. Ja, malo pod 6. Po mojem šel zmagovalec okoli 5,5, ki je še mečkrat bil pred Janezom na 60-ki. Imam tle neke časovnice, recimo za letos, kaj smo naplanirali. Je pa res, da so letos trase malo drugačne, ne, kot prejšnja leta in na koncu trail je takšen, da je čas velikokrat izvzetne in težko tudi primerjaš. Če primerjam jaz svoj rezultat izpred 2 let, ko sem ga htela izpred 3 let izboljšati, je pol bilo to vreme neprijazno in ja, zelo težko je napovedati nekaj čase, približno pa mogoče organizator sigurno ve, kdaj pričakuje ta prve hitre tekoče. Jaz imam, Marko, časovnice, mi imamo narejene časovnice, zdaj, a smo jih zadeli, ne bomo pa lahko analizirali. Da si v Matic zapisal zdaj, ker koliko mora že nekaj zanima. Zdaj, recimo, za 120, ko je planirana časovnica, takole štarta 21:30 v Radovljici, pa lahko par vmesnih točk povem. Recimo v Žirovnici planiramo ta prvega ob 3:07, se pravi 5 ur pa pol, dobrih 5 ur pa pol, da bo rabil, na Stolu 5:17, pa potem v Kranjski Gori ob 10:54, to je dobrih 13 ur, da bo rabil 13:20. To je tako hitri tekač. To je pač delana časovnica za moške, zato ker to predvsem za dokretnih postaj naredimo, da nas kaj ne preseneti. Na 80-ki je planiran ta prvi tekač, tam med 8 pa 9 ur, da bo šel, tle nismo toliko čisto na točno naplanirali. 50-ka je bila naplanirana na 4:18, zdaj ne vem, koliko bo tale Hayden, ki letos pride, koliko bo poskočen po CCC-ju. Drugač 25, kaj je šel lani, mislim, da 1:51, 15 okoli 5:07, pa 10 grejo ponavadi dobrih 40. Tako da, to je približno tako naštelane neke časovnice, počasi si bolj natančen čas manj, ampak moramo imeti zaradi prostovoljcev, pa to, da vemo, kdaj odpiramo postaje, ampak približno, takole. Tako da Matic tam, med 8 pa 9, recimo, ne. Tako da boš znal doma povedati, da boš... Sedaj pridem v cilj. Da boš vertik. 110 si šel takrat, mislim, da koliko, 13 ali 12, Matic? 13 pa pol. Ja, nekaj tazga, tako da, recimo tle med 8 pa pol pa 9 bi bilo to, če bi nekje tako prekalkuliral, ne, da si malo hitrejši na teh razdaljah, ne, tako, čez palc. Drugače pa obstaja aplikacija Live the Trail, ko ti glede na indeks izračuna približno tvoj končni čas tekme. Ja? In kaj tebi izračunal pol prelek? Nisem pogledala, ampak zdaj mi je dal idejo, da pogledam to, ker plana nimam, ne. To lahko še, povem, recimo to je zdaj na UTMB Live, oziroma včasih bo Live Trail tudi, ne, in recimo mi imamo to zadaj, ki imamo v bazi in glede na UTMB indekse, ki jih imamo, nam že vnaprej javlja, kdaj lahko ta prvega pričakujemo na kateri postaji. Tako da imamo nekako dvojno, to imamo po naših tabelah narejeno, to so delal z Boštjankama, čez logistiko, Boštjan Mikuš, ki je organizator UTMB-ja, to naračuna, pa še tam po temu je pa to, kaj je Martina rekla, v bistvu. In je ponavadi precej točno. Jaz se spomnim, ker smo prvič to uporabljali, pa je bila prva postaja takrat na 100, spomnim se, ker sem 100 spremljal, je šlo na Talež, je tako za ta prve tekmovalce nekako na minuto je zadeljeno. Pač to je bilo nekih dobrih 50 minut do Taleža in so bile kar točne napovedi. Nič ni prepuščeno na ključju, praviš, tako. Matic, ti mi nekaj povej, ker si bil 2 leti nazaj
že tam, ne, v tistem, Ja. bom rekel, ne ravno prijetnem jesenskem vremenu. Ne? Zdaj, Za mene je bilo kar prijetno. okay, daj mi malo popiši izkušnjo, okay, skozi tvoje oči, to je bilo pač 60, to je bila le malo krajša razdalja kot tista ta dolga, ko jih je namakalo en dan in tako naprej, pa potem tiste ohladitve. Ampak daj mi ti povej, kako si ti doživel tisto dirko, ki je bila kar, bom rekel, malo nenavadna. Bila je kar mokra. No. Mokra, jaz sem ful užival v takem vremenu. Edino, kar me je ful zmotil, preden smo prišli na Golico, se je pot združila s 30-ko, se mi zdi, ali s 30-ko se mi zdi. In to je bilo stop, kolaps. To je bila taka gužva od takrat dalje, da komi, da si prehiteval po tisti mali stezici tja do Dovja. Do Dovja se je to vleklo. Pa si uspel Ampak ne. potem še kaj narediti s svojim tekom ali si se pač vdal v sodo? Ja. Ne, vse je šlo. Sam pač malo težko, ampak je šlo. No. Blato te je kaj motilo, posebej na spustih? Videl sem tiste fotke, to je bila norišnica. Ne, blato me ni nič motilo. Tudi na spustih ne je šlo. Saj, če padeš tik na meh, tako da nima kaj. Ne. To si povedal tako, da bi naredil že reklamo, mogoče tudi, če boš se lušten imel. Martina, še ti mi povej, no ti si bila tudi tam? Kako pa je bilo Ja, tebi? jaz sem bila tudi tam, jaz sem pa kar zmrznila takrat na Golici, ker nisem imela primerne opreme. Po tisti tekmi se mi več to ni nikoli zgodilo, ker sem na naslednji napovedi na slabi tekmi potem imela 4 pare rokavic v nahrbtniku. Ja, je bila kar gneča tam na Golici, pa malo tudi kaos. Spust Dovje je bil precejšen poriti, potem pa ja, sem si želela malce boljše odteči tisti del po asfaltu, pa sem takrat zamočila malce tisti del in sem zgubila takrat tudi vodstvo. Malce me takrat dol padlo in sem mogoče priznam, da nesrečno takrat prišla v cilj druga. Ampak ja, izkušnja, ki mi je dala ogromno takrat, res. Letos popravni izpit, praviš, no prav. Ja. Bomo spremljali še bolj, zadeva postaja kar zanimiva. Aleš, evo, ti tudi, vse ti je jasno, ne? Kaj narediti na 120, kje pospešiti, kje jesti, kje zamenjati rokavice, kje zamenjati štumfe, čeprav ti tega ne delaš, ne? Ja. Oprema, kako boš opremljen? Zdaj ta 120 zate ni nekaj novega, ne? Si že izkušen, Ja. ampak se boš pripravil tako, da boš šel na 100 milko, ali kaj drugače za tebe? V bistvu jaz ponovadi pogledam, kaj je obvezna oprema in pol to vzamem. To pač ne kompliciram kaj dosti. A si že pogledal, kaj je v Kranjski Gori vezno? Ja, zdaj odvisno bo, kaj bo še pol, naknadno, če v slabo vreme, ne. Tako da še malo čakam. Telefon boš imel prižgan, ali kako že? Tisti bom pa imel, ja. Tistega imaš še po noč zdaj še, ne? Eva, kaj pa ti, slabo vreme te kaj vrže stira, ali je to pač? Ne, slabo vreme, zakaj bi te vrgli s tirom? Itak bo pa tako vroče, pa sonce bo, tako da jaz imam veze tam gor. Dele smo dobili, ja. Od 4 ljudi, 4 vremenske napovedi, Luka ne pa pove svoje, ker je v navezi sigurno z, rekel, meteorološko postajo tam naokrog, oziroma, tista dirka iz leta 2022, tisti je bilo štala, moraš priznati, organizacijsko je bilo, kar so potem govorila, tisti ni bilo lahko, imeli ste nekaj res kritičnih momentov, vse ste uspešno rešili, ampak vemo reči, kaj ste se z tistega naučili, recimo. Ja, se mislim, da glih to, kar si zadnje povedal, je bila tle ključna stvar, iz tiste smo se največ naučili, no, če tako rečem. Je bila pa ja, tudi tako malo prelomna, ker po tisti tekmi smo se kar konkretno usedela, se to še gremo, ali se ne gremo več, no, ker je bilo kar težko zazdržati, takrat vmes cel tisti pritisk. Smo naredili sami kar nekaj napak, ja. Mislim, glavne spremembe po tisti tekmi so bile to, da smo naredili tudi malo bolj konkretno dodelane B in C trase, takrat smo imeli samo B traso, pa še ta ni bila čisto dobro premišljena, ker sta glih Matic in Martina tudi povedala, to je bil ta problem, da se je s 30 kot tam potem srečali in je bil cel kaos tam na Golici gor in od Golice do Dovje je bil pol kaos, ker je bilo pač, a veš, za originalen scenarij imaš predvideno, kje približno računaš, da se bodo ljudje gibali, koliko bo v nekem času obremenitev določene stezice, za B
traso pa po pravici nismo imeli to dobro, nič kaj dosti premišljeno in je pol prišlo do tega kaosa, tako da ja, takrat smo dobro dodelali B in tudi C traso. Pa po tistem je tudi GRS, v bistvu, ker smo že prej z njimi se dogovarjali, videli, da moramo imeti dobro dodelane vse te scenarije, da v bistvu lahko pride do resne štale, a ne, in potem zaradi tega, ja, če bo vreme takrat, je bil takrat, a ne, gre trasa precej nižji, po pravici gre tako, recimo planina pod Golico, Plavški road pa Dovje gre, je sicer kar dosti makadama, ampak za voljo tega, da ne bo kakšen zmrznil gor, je pač vseeno takrat varnost tekačev pred razgledi, ki jih itak ni zgoraj, a ne, tako da ja, smo se naučili veliko, saj upam, ko bo naslednja taka izvedba, upam, da ne letos, no, ampak ko bo naslednja taka izvedba, se bo pokazalo, če smo se res kaj naučili. Vseeno sigurno špega že malo na vremenske napovedi, če dolgoročnimi napovedmi ni nič, na koncu malo pa vseeno že gledaš tam 10 dni naprej. Mal ja, čeprav glavno ima tukaj pri nas glede tega Boštjan Mikuš, on mora najbolj špegati, ker on ima čez svojo ekipo nadzor tekme, pa logistiko, pa vse to in za njega je najbolj ključno, ker on je tudi tisti, ki je na vezi z GRS-jem in vsemi, tako da on najbolj pregleduje, jaz pa tako malo iz felca zraven pogledam, on pa pol pripravlja scenarije, ja, ker zraven še gleda napoved. Držimo pesti, In kakšna je? Malo se še spreminja, no, lahko smo veseli, da ne bo ta vikend, no, bom tako rekel. No, to je res, ja. Naj se zdi, Zato pa pravim, jaz imam veze tam gor. Eva, dobro je. Da vemo, če zdaj gore tek čevlje do drugega tedna raznositi. Kar da jih, ja. Saj za ponoč. Za ponoč jih imej. Za ponoč jih imej. Na sceni si pač zdaj že nekaj leta, ne? Kako da si se letos prvič odločil za največjo slovensko trilaško prireditev? Si imel toliko dela z ostalimi prej? Ne, v bistvu lanski sem že prijavljen, sam sem se pripravil lih malo prej in sem mogel skenskati. Pa cel let sem se pripravil sam na tisti, pa je bilo treba ukiniti, pa zdaj letos ponovivajo, oziroma ne ponovivajo, letos bo treba narediti. Kaj bi te prepričalo, vem, poznam veliko ultrašov, ki, imajo neke določene ljube jim dirke, na katere zahajajo, mogoče vsako leto praviloma, pa kar iščejo po koledarju tudi nove, ker je toliko destinacij, treba vse pač preizkusiti, ne? Kaj tebe prepriča, recimo, in kaj bi te v Kranjski Gori prepričalo? Že naprej, tako da še Luku damo malo, pritiska, ne, kaj vse hočeš ti imeti, ne, na tej dirki, da boš naslednje leto spet prišel, recimo, če ne boš ravno na UTMB-ju. Ja, drugač, veliko pomeni, če so prostovoljci prijazni, da te spodbujajo cel cajt. To je po mojem največja stvar, ki pritegne. Drugač pa ja, v Sloveniji po mojem ni problemov glede, ne vem, prehrane pa tega, zmer so založene tele ukrepčevalnice dober. Tako da, ja, sam, da bo pač vzdušje ta prav. Da bo vzdušje ta prav. Eva, kaj pa tebi, recimo, na dirki pomeni? Tudi ti še nisi, recimo, Kranjsko Goro zavandrala na dirko, pa... Nisem bila na dirki, ja, to je res. Smo pa v bistvu mi 3 leta pomagali zraven, tako da smo bili vedno prostovoljci. Pa moram reči, da je tudi na tej strani prostovoljstva je zelo ogromno enega dela in da poskrbiš za vse tekače, je kar umetnost, bom temu rekla. Vsak ima svoje potrebe, zahteve, probaš pač ustreči vsem in v bistvu mi kot tekači točno vemo, kaj pričakujemo od okrepčevalnice, no. Tako da je fajn, če so na okrepčevalnicah v bistvu taki ljudje, ki tudi tečejo, da znajo potem v bistvu pomagati, da ti, ne vem, nafilajo bidone, da ti ponudijo za jesti, da te v bistvu že točno čutijo, kaj rabiš, no. Tako, na ta način. Pa seveda itak dobra volja, kakšna muzika, da jih ti že nadalec slišiš, to te malo pol podžge, da greš naprej, da si čim prej pri njih, a ne, in da v bistvu pol tudi zapustiš okrepčevalnico dobre volje in gasa naprej. Tako da ja, glej, načeloma lansko leto sva sicer imela zdaj eno malce, bi kdo rekel, tako težjo delo prostovoljstva, pobirala sva tiste, ki so odstopili, pa tudi to je svoj čar, no, ker v bistvu vidiš potem tiste žalostne obraze, moraš biti tudi pol na koncu mečken psihologa, da si na poti Žirovnice do Kranjske Gore pripeljal človeka dokaj toliko v dobrem stanju, no, tako bom rekla. Tako da evo, glej. Itak so prostovoljci srce
vsake tekme. Bravo. Zelo lepo povedano, Matic. Zdaj še ti povej, mogoče svoj pogled na to, kaj pričakuješ od največje in najbolj razvpite trail tekaške preizkušnje v Sloveniji. Ja, da bo proga odlično označena. To, sigurno. Sigurno bo. Tudi okrepčevalnice bojo po moje fajn založene. Pa ne vem, žurka na cilju, ne. To. Pa se razume. Končno je nekdo povedal. Ja. Ne samo na progi. Martina, si poznaš, glede na to, da si na vseh trail prireditev vse organizatorje tudi v Sloveniji, pa vem, da tudi znaš povedati, če te kaj moti, recimo, ne? Ja, si kdaj že, recimo, organizatorjem Kranjsko-Gorskega traila dala kakšen feedback, glede na to, da si, bom rekel, tekmovalka, ki je videla pol sveta, pa lahko pove, mogoče kaj iz prve roke? Ne, mislim, z Lukom veliko krat debatirava, kaj je dobro, kaj ni, kaj vidim v tujini, kako imajo v tujini. In se mi zdi, da v Kranjski Gori res sledijo trendom velikih trail prireditev. Na vse zadnje UTMB tekme zahtevajo nek standard, katerim se organizator pač mora slediti in to je to. Da pa je bila 2022 tista smola z vremenom, to pa ni krivda organizatorja, ampak narava ima svojo moč in glej, 1000-krat sem rekla Luko, da jim res čestitam za izvedbo takšnega traila in verjamem, da takrat po tem, ko si vdahneš, se vprašaš, ali še se iti tega ali ne iti. Bi pa na tem mestu čestitala Luko in ekipi, ker to, da sta pripeljala v Slovenijo tekmo by UTMB serijo, je nekaj velikega za Slovenijo, za Gorenjsko regijo in upam, da se Slovenija zaveda tega. Namreč pripeljati konec septembra po Chamonixu toliko tujcev in toliko dobrih tekačev je res čudovito. In samo tako naprej, ker mislim, se ve, da delate najboljše in iz srca. In delajo to bivši oziroma še vedno aktivni tekači, ne, zdaj tako Luka kot Uroš sta oba še vedno aktivna tekača in še vedno obiskujeta traile povsod in sta na tekočem s vsem, kar se dogaja. Ja. Hvala. Tukaj vidiš, ja, tako je beseda na tebe. Pri UTMB-ju veliko smo se vrteli po standardih, po zahtevah, po krečevalnicah, po označitvah proge. Daj mi malo povej, ja, biti del UTMB serije je mogoče pa malo drugače, kot biti del česa drugega, manjšega. Lahko malo rišeš, no, za tiste, ki tole zdaj gledajo pa poslušajo, pa se jim mogoče ne znajo predstavljati, kaj to za sabo vse prinese. Ja, v bistvu je kar veliko enih zahtev. Že v bistvu, da prideš zraven, po eni strani je to finančni zalogaj, mogoče o tem malo kasneje, ni pa zgolj to, kakšen si predstavlja, ok, ja, moraš zbrati denar in potem si zraven, plačaš neko licenco in si zraven, ampak v bistvu, ja, mi smo se takrat leta 2022, oziroma 2022 smo že bili, se pravi, ja, to je potekalo že 2021, ker smo se z njimi pogajali, smo se kar 4 mesece v bistvu z njimi pogovarjali. V bistvu so nas izprašali take stvari, v smislu, koliko je kapacitet v kraju, koliko je kapacitet v Julijskih Alpah, ker oni so že od takrat imeli idejo, da to ne bo serija, kjer bojo imeli dogodki po 1000 ljudi, ampak da bo pač veliko tujcev vrhaja, se pravi, so hoteli te stvari preveriti. Potem malo, koliko imaš izkušenj z organizacijo. Nam je zelo prav prišlo, ker takrat Julian Alps dogodek je bil še zelo nov, ampak pač ekipa, ki je ustvarjala dogodek, recimo Boštjan Mikuš z ekipo, pa Jan Klavora, Peter Daks-Kobler, oni so organizirali že Vipavo park, pa Soča Outdoor, se pravi, vse to nam je zelo prav prišlo, da smo imeli ekipo, ki je imela izkušnje. Je pa ja, na zadnje, ne smem sicer direkt številkami govoriti, koliko to stane, ampak recimo predstavljati se za eno garsonjero v Mariboru je letna licenca, no pač UTMB svetovne serije, to je pač, je tudi stroškovni zalogaj, tako da moraš pa potem tudi neke standarde, ja, mi imamo veliko sestankov z njimi, dobivaš vse možne te neka navodila, kaj moraš ustrešiti, da si lahko zraven in mora biti ekipa, tako mora reči, če bi delal brez UTMB-ja, bi lahko dogodek naredil tudi malo bolj, kakšno stvar malo bolj na easy, tle pa zahtevajo kakšno stvar, da je bolj dodelana. Ja.
Si konkreten, mogoče kakšne stvari, ki so take, ki so pol že opazne tudi tekačem zelo? Veš kaj, v bistvu je zelo zamudno je vse te stvari, da recimo, ne vem, že vse uskladiš po standardih, kar pomeni, da mora biti, ne vem, tiste transparente, ki boste videli na levi pa na desni strani, ki prihajate v cilj, mora biti točno v določenem zaporedju, kolikrat se kakšen sponzor pojavil, pa kakšen je ciljni lok, pa kakšen je štartni lok, pa koliko je, ne vem, recimo tudi ena od takih zahtev je, kakšne so lahko medalje, kakšni morajo biti trakci na medaljah, glede označitve prog, potem imaš spet glede postaj določene navodila, pol so pa še priporočila, recimo eno tako priporočilo je, ker včasih bi si kakšen trailaž želel, da bi šli čim prej na stezico, ampak je priporočilo kar nekaj 3 kilometre držati na začetku široko pot ali cesto, zato da se to malo razporedi. Sej pol vsi na koncu vidijo, da je bilo to boljše, ker drugače bi bila pa gužva, ampak se kdo sprašuje, zakaj pa na začetku ta asfalt, zato da se ta masa lahko razporedi. Tako da je kar nekaj teh zadev, pa da prav skomuniciraš s sponzorje, mislim. Je konkretno več dela, če primerjam z nekim kočevskim outdoor festivalom, kjer nimamo zadnji nekoga, ki bi nas tle mal držal za ušesa, če kaj narobe naredimo. Ampak hočeš reči, kljub vsemu, ves ta input dela in denarja je naredil prireditev nekajkrat večjo, kot bi sicer bila. Ja, mi smo v bistvu, ker smo se združili po prvi izvedbi skupaj, potem za voljo organiziranja te prireditve z ekipo, ki organizira UTVV pa Soča Outdoor, smo si takrat zadali en cilj. Takrat še ni bilo UTMB World Series, ampak smo si zadali en cilj, biti del ene svetovne serije. To je bilo takrat Ultra Trail World Tour kot predhodnica. In potem, ko smo videli, da ta serija nastaja, smo se odločili, da gremo zraven, ker je bil to tudi eden ključnih ciljev, ker UTVV je že bil neki in je že nekaj veljal v regiji, pa Soča je tudi malo neko veljavo, ampak želeli smo eno prireditev pa spraviti na nek svetovni zemljevid, v neko svetovno serijo, tako da zdaj, a je vredno ali ni, se tudi sami kdaj vprašamo, ker je drago, je veliko dela, ampak mislim, letos zaenkrat moram reči, da se je, bom rekel, prvič videl res tak velik odziv, ker že prej sva govorila o številkah, povprečju, če ne bi zaprli prijav, pa to ni zdaj neka samohvala, ampak verjetno bi šlo, do 4500 ali pa še čestno število prijav. Tako da očitno, nekaj je veljava serije, nekaj je pa to, da tudi prireditev z vsako izvedbo mogoče postaja malo bolj tradicionalna, malo dlje seže v svet ali pa v Evropo, kakorkoli. Sigurno, Lukas, seže, prosti, da te prekinjam. Jaz imam prijatelja iz Francije, gospoda že krepko čez 60 let in si želi na CCC in vse bo dal, da dobi te kamne in pride drug teden v Kranjsko Goro za cel teden. In mi kar nekaj prijateljev iz tujine piše, see you next week. Tako da hvala za takšno prireditev, ker v trailu Slovenija seže zdaj visoko. Sploh tudi, če gledaš ta datumsko, kako si sledijo te tekme, vsi gledajo samo Chamonix in pol hitro zatem zdaj vidiš Slovenijo. In sigurno je klikov na Julian Alp Trail Run veliko za voljo datuma. Če smem sam še za trenutek uskočiti glih to, kar si tudi omenila, ker smo mi začeli, v bistvu to je bil tudi eden od povodov, ki je mene gnal v organizaciji prireditve, je bilo Hrvaška za Istro je bila v Ultra Trail World Touru, potem je bil Mozart v Avstriji, je bil tudi del Ultra Trail World Toura, potem Lavaredo v Italiji je bil, Madžarska s svojim Salamon Ultra Trail Hungary se je celo spogledovala, da bi bila del Ultra Trail World Toura in se mi je res del a v Sloveniji pa ne moramo narediti nekaj, da ne bi bili vsaj obok tem prireditvam, če jih že ne presežemo. Tako da, pa je iz te ideje nekako zraslo do tega, da Lavaredo je kar korak pred nami, z drugimi pa recimo, da smo nekako stopili obok. Kaj pa popularnost, kdo bi mu na tole odgovoril, recimo tisti, ki se je že prijavil, moče na kakšno od teh UTMB prireditev tam zunaj, serije, na katero je težje priti, je mogoče na slovensko morda lažje priti, pride več tujcev po tiste 3-4 kamne, ali pač ne, je ta razpršitev v neko tekačev, na vse te prireditve toliko velika, da je povsod ten velik naval. Ne vem, zdaj če Martina, gledamo, Lavaredo res ima naval ogromen in je tekma tudi potem za tekmo sam žreb. Se mi zdi, da druge tekme po svetu, by UTMB, pa je kar Rock
za prijavo in potem je začeten rok, potem se pa mesta zapolnijo in jih zaprejo. Se mi zdi, da je mogoče Lavaredo, by UTMB, Eiger, Valdaran, te 3 prireditve so nekako, moraš biti takoj na tipkovnici, ostale po svetu se mi zdi pa so dokaj podobno razpršene. Ne vem, Luka, ti mogoče bolj to veš. Letos je bo en tak, bom rekel, kar razcvet te serije. Sicer vem, da vsa trilaška scena ne podpira te serije, ker pač to nabiranje kamnov je, če bi tako malo rekel, bolj tudi taka kapitalistična poteza, ali kakorkoli že, ker pač te ne spustijo na UTMB, če ne nabereš vsaj en kamen, ampak po prijavah je šel pa res letos res razcvet, ker so praktično vse prireditve so razprodane, tako kot je Martina rekla, mogoče res izstopa, tle pa eni strani, ok, seveda UTMB kljub tem zahtevam, da ne moreš se kar prijaviti, rabiš Running Stone in vse to, mislim, da ima vse skupaj okoli 30 ali 40 tisoč prijav za tistih dobrih 10 tisoč mest, potem pa Lavaredo, mislim, da za okoli 6 tisoč mest, tudi nekih 12 tisoč prijav, pa potem žrebajo. Eiger ima neki žreba, neki moraš biti hiter, odvisno, ene razdalje so žrebane, ene ne. Valdaran je zelo velik, Valdaran je v bistvu kot neko evropsko prvenstvo znotraj te serije in ima, mislim, da okoli 5-6 tisoč tekačev, ampak tudi druge prireditve, ne, pač recimo, ne vem, Snowdonia v Britaniji, Chianti, tamle, ki je bila nova prireditev, Istra, po večini vse prireditve so bile razprodane pred zaključkom prijav, no, pač sploh v Evropi se vidi, da vedno več ljudi izgleda obiskuje te tekme in to se je tudi letos pri nas poznalo, tako da za nas super, no, pač. To pomeni, da v neki prihodnosti lahko tudi v Kranjski Gori pričakujemo žreb, ker bo toliko interesa za mest, kot praviš, jih pa ne more biti neomejeno. Tako pot do žreba je po pravici še precej dolga. No. Žreb potem pride, recimo, ko enkrat prideš do točke, tako se je dogajalo na Eigerju, da ljudje čakajo, da se odprejo prijave in se podre stran po možnosti in je takrat cel kaos. Pa ugotoviš, ok, mogoče pa boš, da naredim žreba, da pač niso samo tisti uspešni, ki imajo mogoče malo boljši internetno povezavo ali kaj takega. Ampak pri nas še ni tako blizu. Bom vesel, če bomo nekako tudi v prihodnjih izvedbah šli v tej smeri, da bodo razdalje predčasno razprodane, to je nekako neka potrditev, da delamo v pravi smeri. Je pa res, da kapaciteta je glih tle nekje, kot je letos bila, kot si omenil, že pač v takem konceptu. Zdaj, če pogledamo druge prireditve, ki so večje, recimo Lavaredo ali pa potem tudi Valdaran preomenjen, se potem tako razporedi, da se naredijo že določene tekme, ne vem, ena štarta v četrtek, ena štarta v petek, ena v soboto, ker stezice nimajo iste kapacitete kot Dunajska cesta v Ljubljani, pač, in ne moreš spustiti par tisoč ljudi na tisto pot ob isti uri, tako da to bo zdaj sigurno izziv za naprej razmišljati o tej, ampak mislim, da drugo leto še ne bomo šli v kakšne drastične spremembe tle. Dokler ne bo spet 170, ki pa bo Aleš Frlic prišel, pa bo mogel iti v žreb. Ne, on bo takrat že imel toliko kamnov, ki jih boste tudi upoštevali pri žrebu, da se bo avtomatsko vrstil. Kje boš porabil tele kamne, Aleš? UTMB, To se pravi, resno ogleduješ, kaj že za sledeče leto, ali kako? Odvisno. Zdaj, mislim, da prva 3 mesta tukaj vodijo do UTMB, Ja, drži. Tudi to je eden od razlogov, zakaj pridejo razni te bolj, rečemo temu, tekmovalci, elitni tekači, kakorkoli jih že poimenujemo, ker prva 3 mesta na vseh teh dolgih razdaljah, tam vključno s 50-ko, potem vodijo neposredno na UTMB, se pravi, ne rabiš v žreb, ne. In to je kar za tistega, ki želi tam tekmovati, je neka prednost, Se pravi, Aleš, ti si najbrž želiš tam tekmovati, Pol vemo, kaj napada, ne. Nekako smo po vinkih prišli do tega, da je povedal kam planiraš. Si pogledal štartno listo, recimo, Aleš, pa si ogledal malo? Sem pogledal. Bo kar, težko bo. No, Že sam naši so močni, tako da... No, pa deva v imenih, če si upaš, drzneš reči, kdo so zate, recimo, pa poleg tebe, kontenderi za najvišja mesta na 120-ki. Drugače, Helio, sigurno, Jon, Ivan, to bo, mislim, da so ti tak favoriti. Bomo pa videli, kako bomo ostali se zraven priključili. Mislim, da bo Ivi kar hiter, zato ker mu ni na UTMB-ju vratal.
Če ti Tako malo da- lajšamo, je rekel, da bo spustil Tako, Julian Alps. tako. Ker, A res? ja, ker se mora še ukrevati, ker je tam ga le A. izmučal. Ampak ja, ostali pa in nažalost Helio Fumo se je kar pozno parjavil, tako da on je kar pozno ti vletel kot konkurenca. Aha. Dober, močna konkurenca je sam dober. Pa pol ostali lahko tudi boljši, tako da to je dobrodošlo. Ja, Eva, kaj pa ti? Si pri kaj poskrolala dol? Nisem sploh še pogledala nič, res ne. Razen proge, to je to. Pojma nimam, kdo je na štartu, kaj, kako, načeloma, ne vem, grem zaradi sebe, grem uživati in v bistvu konkurenca, kaj ne rečem, konkurenca mora biti in ta zdrava konkurenca je fajn, da je, se pa ne smeš obremenjevati s tem, ker na koncu koncev se glava naredi pol na koncu te svoje. Če ti je to zdaj, da boš pa, ne vem, si v glavo nekoga zapičil, zdaj pa to pa moram prehiteti, ja, lih na koncu te lahko to pa stane tistih zadnjih korakov, tako da. Nisem pogledala, niti ne vem, katere punce so na štartni listi. Bom presenečena, ko prijem na štart. No, se, če boš tri, greš da avtomatsko na UTMB, boš šla na UTMB, če dobiš to mesto. Bila sem že na UTMB-ju in ja, če je možnost, da greš lahko še enkrat, ja, čeprav imam jaz do teh milskih zdaj mečkar malo drugačen odnos, no. Tako bom rekla. Ker si enkrat na UTMB-ju, ko narediš 178 kilometrov z 10.000 višinci, malo drugače gledaš na sezono. Če primerjaš vse te ostale spomilske, ne vem, mogoče Istro, je Istra, bom rekla tako, piškota, ko primerjavi z UTMB-jem, no. Tako da ne vem, če uspe, če ne uspe, mislim, katero mesto bo na koncu itak, mislim, da me že to poznate, da ni važno, važno mi je pa, da grem na pozicijo živeti. Ti že vse naredila, lahko je tem govoriti, ne pa mi, še nabiramo točke itra. Pa se na koncu, ko pridemo v cilj, imamo vsi kamne, če ne druge v čevljih. Ja, to. Matic, kam boš ti, ko boš tresel kamne iz čevljev, potem svoje kamenčke, mislim, da so 3 kamenčki na 80-ki, potem dal tisto škatlico tudi za kakšen UTMB drug let ali pa naprej. Ja, jaz še imam neporavnane račune na TDS, tako da grem tja. To je že kar, to si že kar zapičil, to, ja, to. Če bom šel na TDS, stale pa ne počakajo. Koliko kamno rabiš za tja, pa ko žre, pa kakšen je postopek za TDS isto? Ja, tam pa mislim, da ne rabiš kamno, vse do zdaj nisi rabil. Prijaviš se, do pride premelje, meni tako je bilo, na zadnje, ko sem se prijavil. Čeprav drugo leto bodi kar hiter. Moj plan je bil letos mogoče, da grem, pa je bilo zelo hitro razprodano. Malo sem čakala pol za dopust, če bo ali ne bo, hvala Bogu. Mislim, potem nisem mogla izpeljati tega, so pa tako kot hitro je bil letos razprodan, TDS še ni bil v prejšnjih letih. Tako da kar pohiti pol, nič čakati. Pa smo spet. Prvi dan, pa prvo uro, zadnjič mi je pravil slovenski tekač, ki se je hotel vrjaviti na en maraton, ki nikoli ni bil razprodan, ponavadi so rabili 5 do 10 dni, no letos je rekel, sam na trening sem šel, po mesecu prijaviti, prvo pa je prišel domov po uri, pa je bilo vse razprodano, tako da to se zdaj dogaja, bom rekel, celi fronti, celi sceni, tako da Matic, mogoče pa kamenčki pridejo še kdaj prav, kaj pa veš. Luka, dajva še kakšno, preden sva šla v živo, se je tudi pogovarjala, govoril si mi, da imaš v Nesenicah skoraj pol hektara veliko skladišče, malo pretiravam, ampak nekih 2000 metrov kvadratnih imate vi kapacitet, da vso to robo skladiščite, pa potem robo, ki jo dispečirate po okrepčevalnicah, pa na stol morate to nekako spraviti, pa ne pešno, da mi še to logistiko malo piši, da vi potem, bom rekel, napojite in nakrmite 3000 glav množico na terenu. Jaz sem šel pol preveriti v Boštjanu vse številke,
Ja, skladišče, majčkeno sem ga precenil, 1000 kvadratnih metrov je velik, ampak ja, to je bil kar izziv po pravici, ker prejšnja leta smo imeli to bolj v Kranjski Gori, pa lani Gozd Martuljk, ampak v Kranjski Gori v bistvu edini tak objekt, ki je zadosti velik, je od žičnic Kranjska Gora, kjer ima not ratrake, ampak vseeno pač tista oprema je tako draga, da se nismo uspeli z njimi zmeniti, da bi imeli tam skladišče, ker jih popolnoma razumem. Tako da je bila v bistvu v tem edina naslednja možnost, kjer je bilo možno, so bile Jesenice, ja, da smo našli zadosti velik prostor. Zakaj je velik prostor tako pomemben? Je zato, ker drugače delaš napake, ker sortiraš, ker to je res velike količine so, pa v takem velikem prostoru v bistvu lahko tudi že not postavljaš postaje, ne, in lahko določene stvari lažje predvidiš, ker ja, količine so kar velike. Boštjan mi je dal malo količin, sicer je rekel, da ene stvari še zdaj malo potem prilagodi na vreme, a ne, kakšna je napoved, ampak je rekel tako pač vode, ok, to se velike tako natoči, pa se v sodih zvozi vode okoli 15 000 litrov, Coca-Cole tam je rekel malo odvisno nekje med 2 pa 3000 litrov, pol 500 kg banan, pol tone enak produktov, enak je v bistvu ta naš partner za prehranska dopolnila, pol tone njihovih produktov, 60 kg čokolade, vem, da je rekel, da bo. Tako mislim, tako so kar velike številke. Drugače pa ja, najbolj zahtevno je to, te postaje v karavankah nekako oskrbeti. Zdaj letos fajn držimo pesti, da je žičnica na Golico delala, to se nam je leto zagodilo, da je še tista tanka žičnica, da je crkljna, da smo mogli še tisto s helikopterjem voziti neki. Tako da, drugače pa ja, stol sigurno tam nekje med, odvisno malo od tega, ker so malo različni helikopterji, ampak nekje 3 do 5krat se sigurno vozi na stol, tako da se gor kar par ton stvari zvozi. Golica, ja, je tudi ogromna, tam na srečo žičnico. Tudi en od razlogov, ker sem dobil pred dnevi eno vprašanje, zakaj na 80 ni tranzicijske vreče, vmes tranzicijske postaje, pa sej ni vedno praksa, tudi recimo Lavaredo jo nima, ampak pri nas je bilo praktično nemogoče narediti, ker edina varianta bi bila, da bi bilo to na pol poti, da bi s helikopterjem zvozil na stol ali pa žičnico zvozil na Golico, ker pač se ne izide, tako da ja. Velike količine prinese za sabo. Že recimo medalje so tako težke, ker sem se danes pogovarjal s tem Miranom, ki jih nam dela, ker mislim, da dela večini slovenskih prireditev. Je to tako težka zadeva, da mora kar on direkt s kombijem pripeljati, ker če mi to proba z avtom gor voziti, ne vem, avto bi že kar malo počepno. No, pač. Ja, jaz sem enkrat preložil 3000 medalj, recimo, pa sem dobil skoraj pruh, ja. Recimo, kdo bi si mislil, da potem to vsak odnese domov, čist malo v žepu, ja, pa da to tehta toliko. Matic, daj mi povej, na 80 km koliko boš predvidoma popil, pojedel, recimo glede na izkušnje, kolikokrat si boš prevlekel majico, kaj vse boš pokonzumiral in porabil za to, da boš opravil tudi dirko, recimo v 8-9 urah? Popil bom veliko izotonika, to vem. Kuj ga bom, to ne vem, mislim. Koliko recimo, kakšna je tvoja poraba, ne vem, koliko je to liter na uro, več, manj? Ja, liter na rečemo uro pa pol. Na uro pa pol, okay. Spijem. Pojem zelo malo, ker mi ne gre. Mogoče kako frutabelo, kako čokolado, mogoče. Mislim, da mi bo ratal, da ne bi tudi, mislim, da ne bi nič jedel, no. Pa da prijem sem do cilja. Preoblačil se ne bom, to itak da ne. Preobuvo tudi ne. Kaj pa tudi, če bi bil nek velik naliv ali pa kaj tazga, bi te kdo kje počakal s kakšno majico? Pelerino, ne vem s čim, a? Ja, 2 leta nazaj sem se preoblekel vdovil. Če ni potrebe, se tudi ne. Če si mokar, do cilja. Mene to ne moti pač. To je to. To mi všeč pristop. Aleš, evo, daj mi povej, koliko boš pa ti spravil stvari vase, nase, pa kaj boš dal v tranzicijsko vrečo? Ja, vase bom spravil pol litra izotonika na uro, na 45 minut gel. Nase, da je odvisno, koliko bo mrzlo. Kratke hlače bojo siguren, to so zmer, ker se drugače čist pregrevam, ne glede na topine odzun. Če bo zelo mraz, dolgi rokavi, drugače kratki, pač majica. Pol tranzicijska vreča, pač gele za naprej, praške za naprej, rezervni čevlji, sicer se verjetno ne bom prebul, ker se še nikoli nisem. Pa kaj še za obleč, za vsak slučaj. To bomo videli, kako bo. Ok, to je to, iz prve. Eva, kaj pa ti?
da bo Dejan kje preletel, pa ti prinesel kaj za spit, mimo grede, ko bo lih kakšnega pobiral na kakšni drugi razdalji, ali kako boš imaš pa ti splaniran tvoje potrebe zdaj naslednji teden? Kako pa veš, da bo on pobiral tiste, ki bodo Ja, pomagali? nekaj more delati, a ne. Dobro, to bo delal čez noč, a veš. Saj čez noč me bo pustil na miru. Mir, to je prav. Ja. Kaj pa češ, lej? Saj veš, po noči je vsaka krava črna, tako da. Pozdravljamo tudi Dejana. Čez dan bom prišla gor na karavanke, tako da tam gor, ne vem, če me bo kje čakal, mogoče na koncu pol dovju, mogoče, da se bo kje prikazal. Tako da, kaj ne rečem, lej, tudi on bo imel svoje delo. Pravilno. Zdaj pa povej, kaj boš ti pa planirala sama zase v tvojo tranzicijsko vrečo, kaj boš pa ti nabasala not, pa kaj ti pokonzumiraš recimo na dirki. Zanima nas zato, da tudi tisti, ki tega še niso počeli, si dobijo malo občutek, kaj pa se v bistvu, to ni samo, kot je nekdo rekel, mislim, da Martina je enkrat pač tekmovanje v tem, kdor več poje pa popije, ne? Na koncu, čeprav na en način je, ampak ajde, kaj to pomeni, no? Koliko boš pa ti imela nekih energijskih potreb in porab? Dobro, jaz sem načeloma vedno za piti s sabo, izotonični napitki, geli, čokoladke, na okrepčevalnicah nisem skromna, poberem tudi kakšno salamo, sir, najboljš mi je pa še kakšna politanka vmes, pa gumibomboni, tako da jaz zmešam vse, kar je možno, tisto, kar rabim, tisto, kar telo hoče, tisto vzamem in očitno mi funkcionira to dobro, kaj ne rečem. Samo tranzicijsko vrečo pa niti ne vem, mogoče se čevlje za preobud, pa ne vem, a jih bom se probula, se ne bom. Do zdaj se tudi jaz nisem še, tako da mogoče kakšno majico za preobleč, ker ne veš, kaj bo čez noč, pa ko prideš pa proti jutru tjale v žirovnico, tam se pol odločaš, kaj boš pa boš. Glej, jaz verjamem, da bodo okrepčevalnice super založene, tako da bojo potešile vse moje potrebe po hrani, pijači in... Preden Martino vprašam, Luka, da mi povej, kako se odločate, kaj gre na okrepčevalnice, izkušnje imate, jasno, ampak katera stvar se kakšno leto porabi prej, katera kasneje. Tle je nekaj pač matematike od zadaj, no, kaj uvedete na novo, kdaj pridejo, kam pridejo gumijasti medvedki, pa kje pride, ne vem, kakšen močnejši napitek, tak napitek. Ja, tukaj ima sodelavec Boštjan, ima cele formule narejene zadaj, koliko na količino tekačev, pa razdalje, pa vse to, da te količine dobiš ven. Tudi nekaj izračune smo dobili od UTMB-ja, od svetovne serije, se pravi, kakšne so priporočila za postaje. Je pa v bistvu po pravici zelo težko vedno napovedati, ker je zelo odvisno od vremena. Ne. Recimo, primer vroče izvedbe pomeni, da se spije več, poje se ogromno lubenic, pomaranč in takšnih podobnih zadev, noben pa ne vedel takrat kruha pa salame, oziroma fulman gre tega. Ne. Kaj pa obratna izvedba, če pa mrzla izvedba, bi pa vsi imeli potem pa, že več gre kruha, pa tega pa vsi bi nekaj čaje pil, pa kave, pa tople juhe. Tako da malo probaš prilagoditi na vreme, ampak vse se čisto ne da, sploh postaje, kot je, ne vem, stol, pa tam, kjer vozimo žičnicam, pa helikopterji, ker vozijo že malo naprej, je včasih malo težje zadeti. Drugače pa bom rekel, malo je že ta izziv, ker tekači niso vsi samo tle iz Evrope in je prehranske navade, tekačev so tudi dosti različne, tako da vedno tudi pol v teh anketah dobivamo tako, bom rekel, od ljudi, ki pohvalijo, da je bilo super, dobiš tudi čisto kontra odgovore in pa si včasih kar v dilemi malo pol gledaš, ker jih je več, ker dobiš čisto, da se nam spomnim primera, ampak dobiš tako prav nasprotujoče si priporočila pa odgovore od tekačev tudi glede prehrane, recimo. Ne. In pa moraš pač se odločiti za nekaj, no? Pa računati, da boš šlo skozi. Martina, kaj pa ti, Martina, recimo? Kaj boš pa ti pojedla, če boš sploh kaj? Jaz pa kar fajn jem. Seveda, zdaj pa da slišimo. Ma ne, jaz ne kompliciram preveč, jem gele, jem čokoladice. Fajn mi je, če pride na okrepčevalnico, pa še kakšna napolitanka hrusta, da ni več suha. Ker spomnim se enkrat enega traila po zimi, tako dobro je izgledala tista napolitanka, pa sem pozabila, da je minus zunaj. Si skoraj zob zlomila. Tako da drugače pa pijem izotonik, vodo, Coca-Colo, počasi proti naslednji okrepčevalnici. Preobula sem, mogoče celo bom tokrat,
bolj proti koncu, tam na asfaltu. Čez noč pa ne vem, če bo hladna napoved, najbrž dolge rokave, ki jih potem samo slečem, zatlačim od zadaj in je to. Veterne hlače, vetrni anorak, nič kompliciranja preveč. Pa dvojna luč, bi rekel. Ja. Prvič, pa dvojna luč. Ja, to Ta so- nujno, to, ja. dvojna luč, a ne? Saj smo vsi za dvojno luč, ne samo za baterije. Ja, tudi Ja. lučka gre. Tukaj je meni predcrkana lučka. Ja, pa vam samo enojno, imam tudi drugo za backup. Luka, preden nadaljujemo, eno stvar si mi zelo utrnila, kako pa je s spremstvom? Spremstvo lahko pride do tekačev, so kakšne točke, kjer jih lahko recimo oskrbi, ali je to pač kontrolirano in tako naprej. Lahko celo kdo koga spremlja, tako kot je kje drugje v navadi. Ja, tukaj so pravila, včasih pa pride tudi do kakšne težave na tem področju. Načeloma, zdaj bom tako rekel, ne, pač bolj moramo biti striktni in pri tistih se tudi trudimo, da smo striktni, oziroma moramo potem tudi upoštevati, če je kakšna pritožba, da je kdo koga spremljal. Ker določeno imamo, na katerih postajah je dovoljen suport in kje ni dovoljen suport. Pa potem suport izven okrepčevalnic ni dovoljen in so tudi zato predvidene časovni pribitki. Torej, ker je slovenski podcast, pa ne bojo razumeli tujci, lahko povemo tudi, da recimo od lani na 60-kilometrski trasi sva ravno z Martino, recimo po tekmi premlevala situacijo, ko je ta Italijan, mislim, da je bil, ki je zmagal, je imel vmes na kolesarski stezi, je nekdo s kolesom, če se ne motim, se pripeljal zraven in to je recimo nedovoljen suport. Zato smo takrat potem premlevali, sem tudi takrat rekel Martini, mislim, mora biti neka pritožba, vložena pritožba in če bi bila, bi mi njemu takrat mogli pribitek dodati. Zdaj si jih iz glave ne vem, da imamo cel seznam tam in je tudi na svetovni seriji v bistvu že naprej so določeni pribitki, ki jih dobiš za tako zadevo. Tako da ja, zdaj po pravici pri nekom, ki pride v cilj kot 116, pa je 27 v kategoriji, pa ne, da ne cenimo tega tekača, ampak pri takmu ne kompliciramo, pač, ker je tukaj zadeva drugačna. On gre tja predvsem zaradi nekega lastnega doživetja in tako naprej. Medtem, ko pri tistih, ki tekmujejo za prva mesta, pa moraš nekako izenačiti nekako, bom rekel, stvari, ne, da nekdo si ne olajša nekih zadev. Tako da ja, je določeno in so pravila. Ja. Kako je pa z gledalci, recimo, da marsikoga ta trail zanima, pa bi zlezel gor na Golico ali pa še kam drugam, pa bi si to malo ogledal, tam v koči malo čakal na kakšne svoje prijatelje in tako naprej. Zdaj pa običajni planilci morda, kako pa to koordinirate, da se mogoče kaj ne dogaja, kakšnih trkov na progi in tako naprej? Gledalci so drugače super zadeva, sploh če to zlezejo gor še neki ljudje, ki pridejo z zanimanjem zaradi tekaške prireditve, taki ponavadi se tudi seveda postavijo nekje na stran. Te, ki ste, so mogoče tudi bolj spremljajo trail tekaško sceno, verjetno prizorov, kot je nekakšni Zegami v Baskiji, ali pa tudi nenazadnje na UTMB-ju, pač na Julian Alpsu ne moramo pričarati, ampak ja, se tudi trudimo povabiti ljudi gor ob trase. Zdaj, s planinci ponavadi večjih težav tudi ni, iskreno, malo je tudi to eden od razlogov, zakaj je ta prireditev umaknjena izven glavne sezone, malo zaradi tega, da se destinacije spraznijo se pa obenem tudi hribi s tem, ker v višku planinske sezone, ja, bi bil pa lahko včasih kar kaoski, ja, če bi še to združil veliko planincev, tekače. No, tako se pravi, so zaželeni, ampak pametni boste poslušalci in gledalke, ki boste šli morda na karavanke, zdaj le spremljati razplete vseh razdalj, posebej ta dolgih, pa pogledati kakšne vaše omiljene tekače iz tujine, ki jih poznate iz televizije. Jaz sem gledal tisto reportažo z Zegame, ja, tam je to izgledalo kot prerast na Tour de France, mislim, Norišnica, pa z ramo v rami, res noro. No. Mislim, to bi bilo fajn videti tudi v Sloveniji, ampak ja, se mi zdi, da Slovenci še nimamo te kulture, pa do tega še pridemo. Matic, si pogledal ti štartno listo, kdo so tvoji glavni konkurenti, recimo na 80, ajde? Žan, sam za njega vem, da gre. Za Žepiča, ja, Žepič. Ja, za druge pa ne. Ostale te pa ne zanimajo. Ostale bom Ne. pa že rekel. Jaz vem. Izvoli. Ajde, gremo k favoritom. Recimo, malo zveneča imena, Luka, ne, na glavnih razdaljah, ki pač pritegnejo morda kakšno uho. Ja, če smo ravno pri 80-kilometrski trasi, je najbolj zveneče ime oziroma tekmovalec z najboljšim indeksom je Andrej Vitek, no, iz Poljske.
Je res, da nam je sicer javil, da preboleva COVID, tako da še ni čisto 100% bo štartoval ali ne bo, no, to je pač malo insiderska informacija, ampak on ima recimo indeks, tisti, ki malo bolj to poznate, ima 899, tako da ima zelo dober indeks. Potem pa ja, na 80-ki Žan Žepič, pa Marcel, znan kot že Macy Pacey na Instagramu. Pa še nekaj jih je, ki zdaj se ne bom čisto vseh spomnil, da imam tudi neko listo, no, pa še par tujcev, pa potem seveda Matic, Janez Klančnik, vem, da se je predstavil iz 80 na 50, sta Žanom sta ravno zamenjala, Žan se je iz 50 na 80, Janez pa je iz 80 na 50. Prebolevajo vsi UTMB Ja. na svoj način. Sej Vitek tudi je odstopil na Vem. 50 kilometrov in je bil čisto sesut. Tako da me je zdaj kar presenetilo, ko sem pogledala štartno listo in Ja, on mislim, da verjetno se... hoče drugo leto spet na CCC, ne, in tu zdaj lovi. Ja, mislim, da se nam je javil on po UTMB-u, ker se nam jih je kar nekaj javil, takih, bom rekel, malo ranjenih po UTMB-u, ker niso uspeli doseči svojih ciljev na UTMB-u in potem, da bi prišli sem tekmovati. Drugače pa najbolj, recimo, zveneče ime je, ja, Hayden Hawks, zmagovalec CCC-ja letos, te 100-kilometrske trase. Ja, bo kar zanimivo videti, kakšna je ta razlika mogoče med njemu pa slovenskimi tekači, pa tudi kakšnim drugim še tujcem. Sigurno je prednost na slovenskih tekačih poznavanje terena, čeprav vem, ker nam je pisal, da pride prej in si bo ogledal traso, tako da jo bo šel celo preteč, tako da bo tudi on dobro vedel, kako pa kaj razporediti moči. Je še kar nekaj drugih tujcev. Zdaj, pri ženskah smo imeli pa nažalost nekaj odpovedi, no, pač mogla bi drugače 80-kilometrsko traso štartati, pa Zara Garcia pa je odpovedala, tudi zaradi neke poškodbe, ker že UTMB-ja ni štartala in je potem še tle odpovedala. Pa Sofija Laukli je bila pa dolg časa v zraku, ampak je tudi ne bo, ki bi mogla teči pa 50-kilometrsko traso, ona ima tudi 13. najboljši indeks med ženskami, sam je tudi ne bo, tako da najboljše dve v bistvu sta odpovedale po indeksu. Je pa kar nekaj Martina je med višjimi po indeksu, drugače pa kar nekaj tudi jih iz tujine, no, Ana Tarasova, zdaj ne vem, koliko jih poznate, no, ampak je iz Španije, pa Klaudija ena iz Avstrije, pa mislim, Klaudija je top tekačica. Bolj poznana mogoče v Sloveniji je Ester Feldhofer tudi, ker je bila lani pri nas tretja, pa zmagala je UTVV, ona bo tudi tvoja konkurenca Martina pa in Evi na 120-kilometrski trasi. Mislim, da tudi prihaja kar našpičena po odstopu na TDS-ju, na UTMB-ju, tako da ja, po mojem bojo zanimivi boji, sem pa prepričan, da kakšen od teh najboljših zna še odpovedati, no, ker je velikokrat tako, če nekdo ni 100%, ne, pač je to ta razlika, rekreativni ali pa nek tekač, ki pride sem iskat nek rezultat. Jaz kot rekreativc, tudi če sem malo ranjen, pa sem pač tisto štartnino plačal, pač grem, pač ne drugega, pač bom pa odstopil. Nekdo, ki pa že vnaprej ve, da gre tukaj na zmago ali pa na prvo, drugo, tretje mesto, pa ne bo štartal ranjen, da bo prišel zdaj 16. v cilj, ker pač bo raje šel, ko bo cel, ne. Ja, vse to je to, ne, vsi na Martina že nekaj povedala, Martina ti pove, ja. Ja, lovijo. Ti ta boljši profesionalci vsi pridejo z namenom, da grejo drugo leto na UTMB. Ne. Ja, po prva 3 mesta pridejo, ne, in si na ta način v bistvu že zdaj v septembru zagotovijo UTMB, ker je neke vrste prednost lahko, ker potem, če tega ni naredil letos, mora drugo leto to loviti, ne, in pomeni, da mogoče ne more tako optimalno načrtovati mogoče viška sezone na UTMB-ju, ker pomeni, da se bo izčrpal mogoče že nekje v juniju, juliju na eni tekmi, ki bo tam štartal, ko pa, že ima vstopnico, potem lahko celo sezono prilagodi tismu nastopu na UTMB-ju in gre bolj neobremenjeno v sezono, tako da to je ta računica, zakaj kdo tudi zdaj že lovi to. Ja. Ale še sam pokimal, rekel točno to, kako bi jaz povedal zdaj. Eva, kaj pa ti boš laufala v majici Kriška gora trail, pa delala reklamo še za svojo dirko, glede na to, da je toliko tekačev tam še niso bili na Kriški. Jo, a veš kaj, če bi mi to naredili še za te dobre tekače, pa bi bilo to čisto preveč gužve tukaj pri nas. Ne bojo v Kranjski gori praviš rajši, ne? Ne, načeloma je tako, da greš oblečen tako, kot pač greš oblečen, ne? Vsak ima svoje prioritete, svoje želje, svojo lucky t-shirt, bom tako rekla, no. Kje je tvoja lucky t-shirt? No, da je to povej, to me zanimivo, da je kaj boš povedala. Dobro, vse to imava midva z Maticom
Oba dva ta hitro Ti, majčko. Ivi, Matic. No, Mi kje je imamo tvoja? Povej, kaj To je pa? so to so ta hitre majčke, Marko, Ja. veš, to pa moraš paziti, pa biti zelo tako, ena druge sorte elita, da dobiš to, no. Da dobiš ta hitro majčko, da jo Da dobiš. dobiš ta hitro majčko. Matic, zdaj mi ti povej, žensk ne bom nič spravil, povej mi, kaj je fora hitre majčke. No, daj. Ne vem, sam ne vem, če mi je fora. Zelene barve, Ne, to je, ja, pa sami veš ta kaj, hitri jo nosijo. Sami ta hitri jo nosijo za to. Ja, ja. to je Aha, v no, zdaj. bistvu, to je v bistvu ideja Matjaža Čanba. Mhm. On je, mislim, da je bil Ivi eden prvih, ki je dobil to majčko, enkrat za en tek. In takrat je zmagal. In to se potem na naslednji tekmi, ko je spet Ivi bil v tej majčki, je spet zmagal. In pol je to postala ta hitra majčka. Tako da pol vsi tisti, ki smo malo začeli zmagovati, no, smo pol bili deležni te hitre majčke. Sam smo mogli pa Matjažu, bom tako rekla, pihati na dušo. Še malo šarma je bilo potreba, da je bila ta hitra majčka v tvoji lasti. V redu je. No, zdaj smo skrivnost hitre majčke odkrili, zdaj, ja, tujci tega ne gledajo, pa je tudi ne rabijo, zdaj vsi slovenski tekači, pa zdaj vedo še ena stvar več, ki jo lahko dobijo tudi poleg kamenčkov, ja, tistih 3-4. Ja, Julian, na Abstrailu, dajmo, ja, ura pa pol bo kmalu, Jezus Kristus, hiter gre tole, vi imate vsi cel kup dela, otroci hočejo spati, sem videl, ja, saj pri Maticu, pa pri Martini, pa ne bomo več predolgi. Luka, povej mi, prej smo rekli 300 prostovoljcev, kar je sorazmerno malo za tako veliko prireditev, kar pomeni, da res delate, znate razporediti te moči. Ena stvar me je zanimala že pred leti, ko ste vi začeli, pa so se pogovarjali že tam leta 2019-2020, kako v okolje spraviti tako prireditev, ker kar naenkrat se soočiš pač s tem, da ti morajo dati dovoljenja, lokalne, občine, organizacije, posamezniki, lastniki in tako naprej. Ne? To je morda včasih nepremostljiva ovira. Jaz imam že en tak primer, recimo, ko ni šlo skozi, no kako pa pri vas vse to shendlate, recimo vsako leto je še malo drugače, še malo več, je najbrž treba še kakšen podpis pa papir več. Ja, to sigurno ta dovoljenja so eden večjih izzivov pri taki prireditvi. Sploh v predelu, se mi zdi, Julijskih Alp je to kar izziv. Treba vedeti, ta predel je tudi tako turistično sicer zelo obremenjena, ne? In ko enkrat zadeva pride do nekega limita v določenih predelih, seveda tudi lastnikom ni več všeč, da bi bilo tam še več ljudi, ne? Ker recimo, če primerjam s Kočevjem, tam je precej bolj simpel, ker je večina v lasti slovenskih državnih gozdov in je pač imaš en podpis za 90% trase, a ne. Tle so pa tako parcele včasih po 20 metrov, ena po 20 metrov, druga. Tako da ja, to so tudi tisti, ki nas spremljajo od 2019, pa so tekli pri nas od 2019 naprej. Je bilo marsikakšna sprememba trase tudi za voljo tega, se pravi po pogovorih z lokalno skupnostjo najdeti najbolj optimalno zadevo, da je še zmeraj zadosti atraktivna, pa da nekako ne obremenjuje preveč kakšnih določenih predelov. Ja, včasih je lokalna skupnost, včasih je Triglavski narodni park, tisti, ki želi kakšno spremembo, če bi kjer je recimo kakšen predel parka bil tudi vpet noter. Tako da ja, tukaj je, bom rekel, izzivov, ki jih zagotovo ne zmanjka. Ja. In mislim, da to vsak, sploh če jih hoče organizirati v kakšnem predelu, ki je malo bolj turističen, se je že soočil s tem. In tudi, ko se včasih kdo sprašuje, zakaj trasa ne gre tam, če je to klepa pot tam, ponavadi se skriva odgovor tle, ne. Ali je to nek nacionalni park tam, ali je tam problem z kakšnimi lastniki, ali za lovci, ali kaj takega. Tako da, tudi če se včasih kdo sprašuje, zakaj je tle na Makadamu, če je tam levo 100 metrov, pa stezica, ki je tako fajna, ne. Ja, verjetno je ta razlog zadaj. Tako da ja, moč pa tudi neke kompromise sprejeti tudi z njimi, kakšna je neka sploh omejitev, v nekem vremenu tam, v nekem vremenu ne tam, ker ni vseeno, greš v lepem vremenu po eni poti, ali greš tako, kot smo naredili 2022, ko smo naredili po domač povedano cel drek dol, ki je bilo pač seveda polno blata, ne. Tako da ja, to se pa naučiš. Treba kaj sanirati, so vas kaj preganjali pa zaradi tega, ali kako? Ja, smo sanirali, pa tudi preganjali, ampak mislim, ker sem šel jaz
en dan po tekmi prehoditi tisto traso, sem vedel, kaj nas čaka, ker to je bilo res grozno za videti. No, pač, da bi razumeli, bi se mogli sprehoditi. Tam najdel sem tudi čevelj, najdel sem zlomljene palce, grmovja in drevesa so bila oguljena, zato ker so se ljudje držali, so se liste potrgali. Trava je bila tako v pasu 10 metrov široko, zvožena, ker so se poriti vozili, kot je Martina rekla. Tako da ja, smo pol delali na tisti poti, pa tudi pol spremenili traso tam. Niste neki prav imeli akcije z gasilci pa vsem takrat? Mi smo organizirali Ali vi? delovno akcijo, ja, in Ja. smo skupaj s planinskim društvom smo sanirali pot planinski Zdolške Babe. Pa smo pa malo spremenili tu traso, no, za voljo tega, da mogoče do česa takega ne je prišlo več. Čeprav to je povsod po tujini, je nek del vedno atraktiven. Tako da Temu se reče po nečem atraktiven. si moraš zapomniti Julian Alpstrail. Po spustu obdobje, ne? Pa Bravo. po asfaltu do gozda Martuljek. Tako da to dela unikatnega jad. Evo, vidiš, na koncu, Luka, je bilo to atraktivno, kljub temu, da ste imeli pa še en mesec dela za tem. Zaključujem ta pogovor počasi. Aleš, daj mi povej eno stvar, zdaj neki trailov si previdel doma in tujini, ja, neki različnih si. Daj mi malo ocen, ne vem, če kakšno primerjavo vržeš na vse skupaj, eni so popularni, eni bolj, eni manj, nasploh gre ta popularnost na trailih gor, kako ti gledaš človek, ki si se v ta val vključil pred leti in po njem zdaj, deskaš navzgor, ne? Kako ti gledaš na sceno, kaj privlači ljudi, so to tereni različni, taki in drugačni, je to, reklama tam zunaj, marketing, ki ga delajo vsi, socialna omrežja na vse zadnje, vrhunske fotke influencerjev, kaj je tisto, kar dela ta trail, najbolj vroč, še vedno, inflacija, trail preditu pa tekačev, še zmeraj krivulja navzgor. Ja, v bistvu je to šport v naravi, pač to po moje najbolj pritegne od vsega, ne. Veliko vidiš, pa tudi, ne vem, veliko ljudi spoznaš in ti tudi oni pol povejo, kje so oni bili in ti oni pač lahko priporočajo tudi, ne. Tako da včasih je najboljša reklama ta, ne, da ti je nekaj pove. Mogoče niti ne da je preveč tako reklame preko mreži, ki zna biti že kar malo vsiljiv včasih. Kdo je tebe recimo navdušil za Julian Alpstrail, kdo ti je rekel, tle pa moraš iti? V bistvu mi ni noben nič rekel, pač tukaj je, zato sem tukaj. Pač hotel sem iti na eno prireditev pod UTMB-jem in zakaj ne v Sloveniji, če je to možnost. Super je. Koga si pa ti navdušil že za kakšen trail, evo, ker znaš marsikaj povedati o svojih dogodivščinah? Ja, je kar par ljudi začel teči, no. Sem kar malo presenečen, sem mislil, da me ljudje ne spremljajo toliko, no. Pa se je kar izkazalo, da ima več tega. In da zdaj kar hodijo pod prireditvah, na katerih si ti bil in se prijavljajo in tako naprej. Vrhunsko. Evo, Eva, daj mi še ti povej, kje je lepše, ja, recimo v Julijskih Alpah, na Karavankah, mogoče v Kamniško-Savinjskih, je v Švici lepo, v Italiji, kaj pa na Hrvaškem, no daj mi povej, zdaj boš pa sigurno rekla, povsod je lepo, ampak ali pa boš kaj drugega povedala, povej mi. Kako veš, da sem imela to v mislih, da bi rekla, pa sem rekla, ne smeš tega reči, to vsak pričakuje, da boš rekla. Ne, sigurno je vsaka pokrajina po svoje zanimiva in lepa. Meni so še vsem Dolomiti tisti, ki so mi kinotrno, tako bom rekla. Ja, je doma, je valjda lepo, itak je, mislim, imamo take naravne danosti, da se marsikdo niti ne zaveda na toliko majhnem koščku zemlje. Je pa zanimivo tudi na ostalih koncih. Ne vem, letos, ko sva bila na La Palmi, na enem od Kanarskih otokov, in tam imaš v bistvu na zelo majčkenem otoku ful različnih pokrajin, bom temu rekla, od vulkanskega peska do neke džungle in na koncu visokogorja. Tako da v bistvu Dolomiti so mi tukaj not, doma sem res v lepi deželici, mi je pa super, da sem v ostalih državah malo raziskati še ostale terene. Vsak ima pa svoj čar, to je pa enkrat ena in ne moreš reči, da je samo eden najbolj
pri srcu. No, tako. Jaz sem enkrat lezel na Potoški stol, pa na Vajneštem gor, pa lepo vreme je bilo, pa se je že dan naredil in pa sem gledal dol po grebenu proti Golici pa Kepi, pa se rekel, tole bi pa mogel enkrat v kosu prehoditi, ne? Ali pa preteč, ali pa trimčkati, pa joj, mislim, ti so res lepi konci. No, Martina, daj mi malo povej, kje pa je tebi, recimo po Sloveniji res lepo, mogoče res tukaj v teh naših? Ne vem, Slovenija je tako čudovita dežela in tako raznolika na tako majhnem kosu, toliko različnih pokrajin. Jaz se sploh ne morem odločiti, kje je najboljša prireditev, ker jaz tako pridem nahajpana vedno v cilj, da je vedno najboljše tam, kjer sem trenutno. In to je ta moja čuječnost v trail teku, da tisti trenutek, kot sem, si naredim najboljši. Tako da ja, Slovenija mi je vsekakor všeč, zelo rada grem na tekme doma, se tudi rada odzovem na vse domače tekme, če se le da. Tujina ima svoj čar, večjo množičnost, ampak Julian Alps Trail je zdaj poskrbel za to množičnost in to mi je res. Ja, tukaj smo tudi zato, ja, da Slovencem predstavimo tekaško prireditev, ker je toliko tujcev, ki očitno pridejo ne samo zaradi kamnov, ne samo zaradi UTMB-ja, ampak tudi brško ne zaradi tistih fotk, ki jih potem gledajo vsako leto znova, ne, pa rečejo, no, slovenska pokrajina je nekaj posebnega. Luka, mogoče ti si bil pa marsikje, že po službeni dolžnosti morda, ne? Pa vem, da si pač pristranski, ampak vseeno, mogoče bi rekel, kaj pa tisto, kar je pa pri Julian Alps Trailu pa nekaj posebnega, kar pa drugje pa pač ne moreš dobiti, ne moreš dobiti v Lavaredu, ne moreš dobiti na UTMB-ju, ne moreš dobiti v Istri, ne moreš dobiti, ne vem, kjerkoli drugje. Ja, vedno imaš malo ta kot domačin v neki deželi, pa kot organizator imaš ta neka posebna očala gor in mogoče vsak reče, ja, zato ker je tle najlepša pokrajina in tako naprej. Zdaj, ja, seveda ima vsak svoje, ko bi rekel, bolj ljubljene in manj ljubljene kraje. Nekateri imajo rajše bolj alpske trajle, nekateri imajo rajše bolj morske trajle, pa neke otoške in tako naprej. Zdaj tisto, kar vidim, da zelo pritegne tudi tujce v predel Julijskih Alp, je sigurno tudi ta, bom rekel, neka malo bolj neokrnjena narava, ker po eni strani, če primerjaš recimo, ne vem, Dolomite ali pa Chamonix, ne nazadnje z Julijskimi Alpami, ja, v kakšnih stvareh jim mogoče ne sežemo, tako kot, mogoče ne vem, razgled, ko se dvigneš nad Chamonix, pa gledaš Mont Blanc, pa to je mogoče nekaj, kar si rečeš, wow, tukaj je pa še boljše kot v Julijskih Alpah, ne vem, saj jaz sem tako recimo to doživel, ali pa tudi kje v Dolomitih, ampak je pa mogoče pri nas narava malenkost bolj neokrnjena, se pravi, je pa ta prednost, ne vem, v Dolomitih, pa v Chamonixu, pa tam imaš žičnico na vsak hrib, potem je polno prelazov in tako naprej. Pri nas je pa ravno to mogoče, da zaradi tega, ker pač pri nas, bom rekel, je turizem malo kasneje izrastel, marsikje kot je tam, ne, in se pravi, so naredili tudi kakšno žičnico manj, kakšen dostop je malo slabši in tako naprej, ampak po eni strani pa to tudi čar trail teka, da odkrivaš malo bolj mogoče nedostopne terene in ja, pri nas taka najbolj unikatna točka za tujce je taka, ki je kakšnemu Slovencu mogoče včasih gre malo na živce, ampak to je sigurno Bled. Bled je tisti, ki jih drugače definitivno najbolj očara kot neka ikonična točka. Je pa sigurno, tako bom rekel, sploh na slikah, pa z kakšnega potem dol, ki pogledajo iz stola, res gleda verjetno lepo. No, pač, Tako da, evo, imamo nekaj, kar ostali nimajo, vendar le, ne, sej, če ne bi bili ti konci poleti overcrowded, na Bledu imajo že podobne probleme, kot v Benetkah skoraj, ne, vseh pogledih in imajo tudi druge izzive, ampak dajmo še eno od Trailu Matic, kaj pa ti? Kje pa je tebi recimo najbolj všeč bilo doslej, če si bil že morda tam le gor, si bil, ko si tekel recimo 2 leti nazaj, ampak si kdaj šel tako netekmovalno, pohodniško morda čez ta del slovenskih hribov? Misliš o tekme, kjer je? Recimo, ja, kjer te pa res pripričala poleg Savinjskih K6? Ja. Velikih je, letos bil na Gardi, na Gardskem jezeru, mi je bila čudovita, pa mislim, da še bom šel, ne vem, Istra je isto, vsak let pridem, grem tja, mi je tudi lepa. V Sloveniji so tako vse lepe. Rad hodim v Italijo, no, italijanske si mi ful všeč.
bilo kje, Ja, sam da smo v Italiji. zmagal si tudi tam kar nekaj, a ne? Ja, nekje sem bil, ja. To človeku da mogoče še mačken več, ja. Zanosa, ne se hecam te. Pač dober, če si dober, a ne? Zdaj, če boš zmagal pač naslednjo soboto pač v Kranjski Gori, ja, ti bomo tudi pač ta del priljubili. Ne, a si bil že kdaj, recimo tako, si šel pohodniško na Stol mogoče ali pa na Golico, Narcise gledati ali pa kaj takega? Na Golico, ja, enkrat z ženo. A seveda, lepo. Drugač pa ne, tiste kraje, ne, bolj tu na Savinjskem, no. Tisto pa grem, ja. Kamniško sedlo, recimo, Mozirska koča. Tako je, malo povej, ja, da je vedel, da še kaj drugega obstaja v Sloveniji. Ja. Ampak je res lepo, ja, v Sloveniji je toliko enih hribov, ne čuden, zadnjič sem gledal, koliko je trailov v Sloveniji, pa jih je res vsako leto tako 30% več, pa imajo kaj za ponuditi, vsak je malo drugačen. Vi ste bili na marsikaterem od teh, jaz jih zdaj malo spoznavam tako ali pa drugače, ne, in vidim, da pač od občine do občine vsaka ima zdaj svoj trail, ampak so si tako različni pa tako zanimivi, da vsi imajo dosti kašev, to mi je najbolj zanimivo, no, to mi je fascinantno. Zdaj, Luka, glede na to, da ste prišli, kamor ste prišli, moče zadnje vprašanje še, kje pa vidiš ta svoj trail v prihodnosti, kje so vaši izzivi, kaj bi za letos pač morate tole narediti, ogromno imate še za postoriti, ampak vseeno se pa ta projekt ne dela samo, rekel, za eno leto naprej, ta projekt se dela dolgoročno. Neke ambicije še sigurno imate, neki pogled naprej imate, neki bi še radi naredili z dogodkom v naslednjih sezonah najbrž. Ja, zdaj se mi zdi, da prvi korak bo že to, da najprej seveda uspešno speljamo, pa naredimo analizo letošnjega dogodka, ker letos je le udeležba iz lanskih 2500 prijav narasla, tako kot sva rekla, na 3600. In tudi kljub temu, da bi lahko imeli še več, smo pač omejili tudi z tega vidika, ker pač če neke razdalje povečaš že za, ne vem, 70% po količini tekačev, moraš najprej to stestirati, da vse funkcionira, od varnostnih vidikov do koliko je stezice prenesejo, koliko kapacitete, kako so šle postaje in vse to. Tako da ja, na podlagi tega se bomo tudi odločili, ali ima kakšna trasa še malo rezerve pri limitu, ali smo šli kje čez mejo, pa moramo kje kakšno stvar zmanjšati, spremeniti, mogoče tudi kakšno malo časovnico, da smo kje tukaj kaj zamočili. Upam, da smo čim manj, ampak seveda najboljši test je šele potem sama tekma. Drugače pa ja, za prihodnost, se pravi, mislim, da naslednje leto, predvsem na podlagi te analize, potem nekako zasnujemo načrt za 2025, kjer ne načrtujem nekih sprememb pri razdaljah zaenkrat še. Če bomo pa želeli, se pravi, se približati številkam, potem verjetno nad 4000 ali pa da bi šli proti 5000, če bo šel trend v to smer, saj to je tudi odvisno od destinacije, kaj bo rekla, ker tudi tam je zelo, do kje lahko gre. Bi je pa sigurno potem potrebno spremeniti to, da je, ne vem, recimo 50-kilometrska trasa, ne vem, v petek in potem ne obremenjuje ostalih tras in je potem precej razbremeni. Tako da ja, v to smer definitivno pa ja, ne moreš z glavo skozi, nekaj treba postaviti limit in ne bi se radi zakalkulirano. To je 2022 bil tudi dobra stvar, da zdaj malo bolj premišljeno delamo te stvari. In to se že pozna, lahko rečem, izvrstno delate. Aleš, zadnje vprašanje. Kaj bo prva stvar, ki jo boš naredil, ko boš prišel v cilj v Kranjsko Goro? Spil pivo, če bo. Končno smo omenili pivo, po uri pa pol smo le omenili pivo. Bo pivo, a ne, Luka? Bo. Vencel ne bi bil tam tudi s svojim pivom, tako da bo tudi trail tekaško pivo tam na voljo. No. Takrat računaj, upaj, da ga oni na krajših razdaljah ne bodo prej že vsega spilno, da ti kakšnega še prešparajo, ampak mislim, da ima Vencel zmer do zaloge. Evo, pivo, prva liga, Eva, kaj boš naredila? Pa prva reč, ko boš prišla v cilj. Ja, kaj, vzela bom kolajno. Tako pa razmišljajo organizirane ženske, ki delajo tudi traile. Najprej vzameš kolajno, pa vzameš bon za hrano, se vrsto postaviš, ja. Pokličeš možače, v redu, take Pa stvari. Luku bom dala petko, no. To vidiš še. On nas bo čakal na ciljni črti vse, ker vsi organizator je najbolj tisti, ki vidiš vesele, zadovoljne obraze, ki grejo čez štartno črto in takrat mislim, da dobiš tisto potrditev. Tako da tukaj res, glede na to, da je res prireditev zrasla ogromno, z ogromno tekmovalci, Luka in ekipa svaka čast, ker to speljati je res
umetnost, bom temu tako rekla. Sploh v Sloveniji, ki je pa že Luka povedal, koliko izzivov se pojavi tekom celotnega leta, ki dela organizacije. Ja, na tej preditvi se vsi učimo. To je prav res. Martina, kaj pa ti, ja, ko boš prišla skozi cilj, pretrgala ti strak, kaj bo tvoja prva stvar, ki ga boš odvrgla, kaj boš pa naredila? Poiskala Janeza. Seveda. Ja, ne vem, zdaj računam, ali pridem jaz v cilj prej, ali pride on, ali me on dohiti. Ta stvar me trenutno zanima. Ampak ja, vesela pridem v cilj, Luku dam petko, vzamem medaljo, pol kaj pojem. Uživam. Upam, da bo vseeno v tej mali količini Slovencev vseeno veliko znanih obrazov. Že če boste samo vi, 1, 2, 3, 4, 5, in še kakšen je to. No, tisti, ki to gledate in poslušate, pridite v Kranjsko Goro, saj navijat. Ja, Martina vas bo vesela, ne? Pa vas bo opazila, pa derte se fejst, pa fotkajte se z njo. Ja. Matic, kaj boš pa ti naredil, recimo, ja, ko boš priletel v cilj, te prvi selfie, pa na TikTok. Dve stvari, da dam petko mojemu sinu, top shit. Me bo sigurno čakal ciljo. Prva liga. Pa pol pivo. Pa pol pivo, tako. Evo, to je v redu. Če ti pa v tem, ko daješ petko sinu, žena še podaje pir, ne, te pa čisto. Marko, jaz mislim, da boš ti mogel kar z vrčki stati v cilju, da boš delil tem infantom pivo. A zdaj jaz sem mogel začeti računati, kdaj bo kdo v cilju. Zato sem jih pa prej vprašal, Eva, veš, to je bilo vse namensko. Jaz sem na začetku vprašal, kdaj bodo prišli, zato da bo pivo ne pretoplo. A pa da ga ne bom sam spil, ne. To je bistveno. Ne? Tako, Luka, sam še zate vprašanje, kaj boš pa ti naredil prvo stvar, ko bodo vsi srečno v cilju, ja, do zadnjega? Po pravici za ponovati malo ne me ide za jokov, če sem zelo iskren. To je tisti, ki kdaj delo kakšno pridito, to je res tenzija, čak pritisk, ki ga imaš in ki pa navata zadnjem pride v cilj, takrat že pade veliko dol tega pritiska, ki pa še na koncu narediš en zaključni govor po ta zadnji podelitvi. Ja, pa priznam, da sem včasih tako, da se malo obrnem, zato ker imam na meji, da prej zajokal takrat. Tako da upam, da bo to bolj od veselja, ne od kakšne nesreče. Zdaj, ko si ata, je še to bolj čustveno. Ja, bom verjetno mogel. Ko imaš še novo vlogo. Ja, tudi to bo, letos. Prva stvar, ki bo moja imela malo več dela za hčerko v tistih parih dneh, bo me tudi to potem čakali, da ji takrat malo priskočim na pomoč. Bravo. Ja, evo, gospoda, ura je 9, gremo počasi k večernemu počitku. Jaz, Luku, želim veliko sreče, seveda, v cilju. Alešu, Evi, Martini, pa Maticu, pa seveda vse tisto, kar ste prej povedali, no, pa da bodo čim bolj zadovoljni s tem, kar bodo naredili, pa da bodo razgledi tam gor na grebenu najboljši možni, tako, pa tudi, če se ne boste dričali boriti, bo čisto redo, ne. Važno, da se vidimo 21. septembra, to je od jutrišnjega dne, čez 9 dni v cilju v Kranjski Gori, na še enem iz vrste mi najboljšem doslej. Julian Alpstrelu, jaz se vam zahvaljujem, gospoda, za vaš čas, pa za vaše misli, kot vedno sem užival, če bolj kot vi. Hvala lepa. Hvala tebi. Hvala. Vsem. Lep večer in nasvidenje tudi gledalci in gledalke, naše tekmovalce, vse 4 seveda lahko spremljate, itak so jih polna socialna omrežja, tako da bodo vsi objavili linke za tracking in tako naprej, kar je pa prenose v to, jaz jih bom, garantiram, vi pa kaj komentirajte, pošerajte, napišite, če vas kaj zanima, pa tudi, ne samo meni, tudi njim. Tako da hvala vsem in lahko noč. Lahko noč. Lahko noč.